Ivanka, zdaj pa se bova preselili v za mnoge najlepše življenjsko obdobje v mladost. Kako bi vi opisali svojo mladost? Če primerjam mojo mladost z mladostjo zdajšnjih otrok, moram reči, da je bilo kar precej drugače, kar bi lahko potrdila tudi publika moje starosti. Da bi nakratko rekla, seveda se je razlikovala predvsem s tem, ker je bila naša mladost, naše generacije veliko bolj skromna. Vendar pa ne morem reči, da je bila manj srečna. Mi smo bili srečni recimo ob eni pomaranči, ob orehih, ob takih malih stvareh in predvsem pa tudi to, da je bila mogoče toliko bolj brezskrbna. Ni bilo računalnikov, da bi se bilo treba učiti in to je to, brezskrbna in lepa in skromna. To se pravi materialno revnejša, pa zato duhovno toliko bolj bogata. No, mladost je tudi tisto življenjsko obdobje, ko si človek praviloma najde svojega življenjskega sopotnika, je čas zaljubljen, razočaran, pa spet zaljubljen, sreče. No, kar v nekaterih svojih pesmih opevate ljubezen. Zakaj v ljubezni? O ljubezni verjetno zato, ker sem nekje mnenja, da ljubezen spremlja vsakega človeka, bi rekla od rojstva in potem naprej, ne? Bi rekla ljubezen med mamo, otrokom, do sopartnerja, kot tudi recimo do predmetov. Lahko imam rada svoj kuli, lahko imam rada travo, svoje delo, seveda da ne rečem svojega sopotnika in tako dalje. Tako kot pravi Minati, nekoga moraš imeti rad. Tako lahko ljubiš tudi kamen. Postali ste žena, mamica, babica, no tudi materinstvo je zagotovo prežeto z ljubeznijo. Kaj bi lahko povedali o tem? Priznati moram, da je materinstvo resnično sreča, veselje in bi rekla celo dar. Po drugi strani je pa velika odgovornost, veliko delo, veliko skrb, bi rekla, velika odgovornost. No, bodi si takšna ali drugačna, pa lahko ljubezen tudi boli. Pa ste kdaj bolela ljubezen? Da, ljubezen tudi boli. Kratko in jedrnato. No, ampak Ivanka, vi ste srečni s svojo ljubeznjo. Bi pritrdila na to vprašanje, da sreče nisem nikoli izpustila iz rok, sem se kar krepko držala.